Michio Kaku, japonski teoretični fizik, futurist in promotor znanosti, človeštvu napoveduje bodočnost, ki se zdi popolna znanstvena fantastika, gledano iz današnje perspektive. Če bi lahko nekoga iz leta 1900 pripeljali v današnji čas, bi mislil, da je prišel v deželo čarovnikov in čudežev. Če pa bi koga od nas lahko poslali v prihodnost, ki jo bodo živeli naši vnuki, pa bi ta mislil, da je prišel med grške bogove, pravi znanstvenik. Človeštvo bo močno podaljšalo svojo življenjsko dobo, je prepričan Michio Kaku, vendar ne tako, da bomo podaljšali starost, pač pa mladost. Že zdaj poznamo gene, ki nadzorujejo proces staranja. Našli smo tudi encim, telomerazo, ki lahko celice naredi nesmrtne. V vsaki celici našega telesa je nekakšna notranja ura. Celice so programirane tako, da se delijo do nekega določenega števila delitev, potem pa umrejo. S telomerazo pa lahko to uro resetiramo. Vendar tega zdaj ne počnemo, ker bi lahko s tem ustvarili rakaste celice. Kaku je prepričan, da bomo to lahko premagali in pri tem nam bo v pomoč umetna inteligenca. Vzeli bomo na milijone genomov starih in mladih ljudi in videli, kje se staranje dogaja. Umetna inteligenca bo lahko prepoznala vzorce vseh teh milijonih sekvenc DNA. Staranje je namreč posledica kopičenja napak v genomu, ki se zgodijo med delitvijo celic. Menim, da bodo naši vnuki imeli možnost, da bodo recimo pri 30 staranje ustavili in ga prestavili za desetletja v prihodnost. Japonski znanstvenik je prepričan tudi, da bodo naši vnuki med seboj povezani z možgansko mrežo ali brainnetom, ki bo nadomestil današnji internet. Vse, kar bodo potrebovali, bo čip, ki bo njihove možgane povezal z računalniki, ti pa bodo potem lahko njihove misli, pa tudi občutke prenašali naprej po medmrežju. Osnovna tehnologija namreč danes že obstaja. Ameriški predsednik Barack Obama je sprožil projekt imenovan Human Connectome Project, katerega cilj je narediti popoln zemljevid človeških možganov in povezav v njih. Ta projekt bo končan v približno 5 letih, pravi Kaku, in potem bomo vedeli, kako človeški možgani delujejo. Že sedaj pa je mogoče povezati možgane z računalnikom, razlaga Kaku in omeni pokojnega fizika Stephena Hawkinga, njegovega kolega. Če pogledate njegove posnetke, lahko vidite čip v okviru njegovih očal. Z njim je lahko komuniciral z računalnikom, ki mu je omogočal, da je z mislijo tipkal in to, kar je napisal, se je spremenilo v govor. Na ta način že imamo telepatijo. Če bomo vedeli, kako delujejo možgani, kje imamo shranjene spomine ali čustva, bomo lahko tudi te pošiljali po internetu. Tako se bomo lahko med seboj povezali v možgansko mrežo in komunicirali samo z mislimi. Na internet pa bomo lahko spravili tudi svoje spomine. Zdaj že lahko posnamemo majhne dele spomina pri miših in opicah, naslednji bodo bolniki z Alzheimerjem. Ti bodo samo pritisnili na gumb in spomini se bodo naložili v njihove možgane. Michio Kaku je tudi prepričan, da bodo naši vnuki lahko svojo zavest pošiljali v vesolje. Ko bo projekt Connectome končan, bo mogoče možganski zemljevid, torej človekov zavest, poslati drugam. Connectome bomo z laserskim žarkom poslali recimo na Luno. V eni sekundi bo naša zavest tam. V 20 minutah smo na Marsu, v 8 urah na Plutonu, v 4 letih pa bo naša zavest dosegla nam najbližjo zvezdo. To po njegovem mnenju počnejo tudi nezemljani razvitejših civilizacij. Nezemljani, ki imajo visoko razvito civilizacijo, že pošiljajo svojo zavest po celi galaksiji, je prepričan Kaku. Ne ukvarjajo se z NLP-ji. Leteči krožniki so stvar nizko razvitih civilizacij. Zgodbe odkrito.si